Danes v novicah med drugim minister Počivalšek s sevniškimi gospodarstveniki o situaciji po koronakrizi. 12 jih gre s finančno, mentorsko in svetovalno podporo podjetno nad izzive. V Aptu 4 premiere in 3 soareje. Lepo pozdravljeni. Prve novice v novem mesecu začenjamo z vedno aktualno temo – gospodarstvo po koronakrizi. O izzivih in težavah, s katerimi se soočajo, so predstavniki sevniške občine in gospodarstva ob nedavnem obisku vlade v Posavju govorili z ministrom Zdravkom Počivalškom. Poglejmo. S predstavniki nekaterih večjih gospodarskih družb v občini se je minister sestal v podjetju Plastoforum Blanca, kjer so ga opozorili na največje težave. Pomanjkanje delovne sile je vse bolj pereč problem v vseh podjetjih, potem tudi dobave raznih repomaterialov, ki precej zamujajo, bodisi tudi same strojne opreme, sploh v našem podjetju je to še bolj izrazito, ker uporabljamo v glavnem vse namensko narejeno, prilagojeno strojno opremo. Ključni gospodarski igralci v občini Sevnica so z ministrom iskali rešitve povezane s trenutno situacijo. Ob prisotnosti direktorjev Tanina, Impleta, Silika, Stillesa smo govorili o težavah, ki pestijo gospodarstvo, predvsem pa smo predstavili strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potenciale, ki jih podjetja imajo za to, da se v prihodnjem obdobju prestrukturirajo. Po koronakrizi se karte tako v Evropi kot tudi v svetu mešajo. Zato se morajo podjetja prilagoditi na zeleni, digitalni prehod, na elektromobilnost in tukaj bo država vsa ta podjetja, ki imajo razvojne načrte, podprla z sredstvi iz 5 različnih skladov. Danes sem predvsem predstavil sklad oziroma načrt za okrevanje in odpornost, v katerem bomo gospodarstvu omogočili dostop do 427 milijonov evrov. Pogledi gospodarstvenikov sicer niso črnogledi. Spodbudno je bilo pa to, da so izpostavili nekateri tudi željo po širitvi svojih podjetij in mislim, da je tle tudi prisotna v tem tudi občina, da v bistvu z prostorskimi plani, za komunalno ureditvijo obrtnih con pomaga tem podjetji. Občina tudi kot taka sodeluje z različnimi razpisi, sicer za manjšimi vsotami. Med drugim tako v Sevnici že vrsto let razpisujejo štipendije za deficitarne poklice. Da bi bili nekoč veliki in uveljavljeni v svetu podjetništva, si zagotovo želi tudi 12 vključenih v projekt Podjetno nad izzive, PONI jugovzhodne Slovenije. Gre za projekt, ki ga vodi Razvojni center Novo mesto, v njem pa bodočim podjetnikom zagotavljajo finančno, mentorsko in svetovalno podporo. Projekt PONI je model podjetniškega usposabljanja, v sklopu katerega morebitni novi podjetniki v 4 mesecih razvijajo in uresničijo svojo podjetniško zamisel. Do sedaj smo vključili že čez 40 ljudi. Odziv je zelo velik, bom rekla že, ko damo razpis za vključitev v projekt, se na vsak razpis prijavi od 30 do 50 potencialnih podjetnikov, izmed njih izberemo do 12 najbolj perspektivnih. Z nekaterimi od njih smo se pogovarjali o načrtih, ki jih imajo na samostojni podjetniški poti. Jaz sem se prijavila predvsem zaradi tega, ker sem si želela znanja na področju podjetništva in ker v svoji okolici nisem našla zadost kompetentnih oseb, ki bi lahko delila svoje cilje, želje. Posebnost projekta je redna zaposlitev udeležencev v razvojnem centru med trajanjem programa. S pomočjo finančne podpore lahko svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj in izkušenj ter pripravi na samostojno podjetniško pot. Jaz sem imel idejo že nekaj časa o pripomočku za kitariste, potem sem pa
pač opazil ta projekt in sem se odločil, da potrebujem znanje na področju podjetništva, da jo sprovedem. Peta skupina 12 udeležencev bo usposabljanje začela marca. Pogoj za vključitev je kar nekaj, se pravi, najpomembnejši je, da ima oseba poslovno idejo, ki želi realizirati. Drugi pogoj je, da ima stalno ali začasno bivališče v eni izmed regij jugovzhodne regije, se pravi, to je 21 občin. Starost pa ni pogoj. Prijave kandidatov zbirajo do 14. februarja. Zdaj pa še v občino Šmarješke Toplice. Predvidena obnova in nadgradnja obstoječega enosistemskega daljnovoda od Brestanice do Družinske vasi je v šmarješki občini že nekaj let hud kamen spotike. Domačini vztrajajo pri popolnem vkopu bodočega dvosistemskega daljnovoda. Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta na odseku od Brestanice do Družinske vasi je vlada sprejela konec novembra. Šmarješka občina v postopku sodeluje intenzivno in z jasnim stališčem. Evropske smernice praktično prepovedujejo gradnjo ali zamenjavo daljnovodov po zraku in seveda mi bomo še naprej na stališču, da želimo, da se daljnovodi vkopljejo v zemljo. Mislim, da je to dolgoročno seveda mnogo bolj vzdržno. Obnovo in nadgradnjo zdajšnjega 110 kV daljnovoda v dolžini okrog 25 km država načrtuje zaradi kakovostne in zanesljive oskrbe Dolenjske in Bele krajine. Seveda razumemo in podpiramo razvojne načrte Bele krajine in nujno je, da se ta daljnovod okrepi. Mislim, da ima Eles na voljo dovolj denarja, da lahko poseže po njihovem mnenju po dražji varianti, to je vkop, vendar ta stvar nas res iz tega vidika ne zanima. Ker je pri Beli cerkvi in Družinski vasi enosistemski daljnovod v neposredni bližini hiš, načrtovani nadgradnji vseskozi odločno nasprotujejo občani, združeni v civilno iniciativo. Podpira jih tudi občinski svet in vodstvo občine. Smo turistična občina, ne potrebujemo nobenih orjaških, visečih daljnovodov. To mislim, da ne sodi več v 21. stoletje. Nas zanima samo zdravje naših ljudi in pa izgled in pa kakovost oskrbe. Kot še dodaja Hribar, nadzemnega umeščanja daljnovoda v prostor z dokazanimi škodljivimi vplivi na zdravje ljudi ne bodo dovolili. V novomeškem poklicnem gledališču Anton Podbevšek teater se pospešeno pripravljajo na letošnjo sezono, v kateri se bodo zvrstile 4 premiere in 3 soareje. Program so javnosti predstavili s tradicionalnim informansom, tokrat pod naslovom Vključeni in izključeni. Poleg ravnatelja Matjaža Bergerja pripravljajo premiere režiserke Sanja Nešković-Peršin, Ivana Džilas in Julija Rošina. Prvi bo 15. marca na vrsti avtorski plesni projekt Skrito v koprodukciji s Plesnim teatrom Ljubljana. Gre za tiste točke, v katerih se svet, kateremu vladajo trdna struktura pravila, v bistvu naleti na človeško naravo. In mi smo se osredotočali in našli navdih v baletnih vsakdanjih dogodkih, odnosih. Berger se bo tokrat lotil zaporniškega romana Vitomila Zupana Levitan, katerega premiera bo predvidoma 2. maja v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Strast do realnega, neprilagojenost, uporništvo, etika, pripadnost so pa stvari, ki nas zanimajo tukaj. Seveda pa zadeva ima podnaslov komentirana izdaja in ta komentar, ta komentiranost je povezana z delom Mišela Foucaulta Kaznovanje in nadzorovanje. Ivana Džilas se bo podpisala pod predstavo Nevidna ženska, ki sloni na besedilih istoimenske zbirke zgodb hrvaške novinarke in pisateljice Slavenke Drakulić. Zgodba o 2 tabujih, enemu, ki je trenutno in, se pravi ženske, in drugemu, ki ni in, ne na področju moških, ne žensk, o staranju. Zadnja letošnja premiera bo Lorkova klasika Krvava svadba v režiji Julije Rošine. Sem se začela spraševati in zanimati za usode moških likov. In ker namreč usoda vseh teh moških likov je zelo tragična znotraj te
zgodbe. Kot je poudaril Berger in kot pove tudi naslov Informansa, vključeni in izključeni, so vse 4 produkcije vezane na določeno izključenost. Skušajo namreč pogledati, kdo je ta, ki izključuje in kdo je izključen. Za konec pa še v Belo krajino. Upravljanje spominske hiše Otona Župančiča na Vinici je januarja v dogovoru z občino Črnomelj in Belokranjskim muzejem Metlika prevzel RIC Bela krajina. Muzejska in turistična dejavnost bosta odslej povezani, nudili vpogled v zanimivo kulturno zgodovino tega kotička Bele krajine. Spominska hiša Otona Župančiča na Vinici je nedvomno ena pomembnejših muzejskih zbirk v Beli krajini. Pomen Otona Župančiča za Belo krajino in Slovenijo je seveda velik. Gre za pomembnega ustvarjalca, ki je pustil izjemen pečat in seveda smo lahko samo zadovoljni, da je ta zbirka predstavljena na tako odličen, modern način. V hiši si lahko ogledamo 3 zbirke, s katerimi upravlja Belokranjski muzej Metlika in ki predstavljajo tako z kulturnega kot turističnega vidika izjemno zanimivo točko za obisk. Zato so se odločili ti 2 dejavnosti, turistično in muzealsko, povezati. In vzpostavitev neke osnovne infrastrukture tudi v turistični namen je zelo pomemben. Nekako smo veseli, da lahko z našim delovanjem in področji delovanja najdemo in nadgradimo sinergijo kulture, muzealstva in pa turizma, ter na nek način s tem tudi povezujemo lokalno okolje in pa tudi prebivalce. Pa ne smemo pozabiti, da je Vinica obmejni kraj, skozi katerega posebno v poletnih mesecih teče zelo gost promet. Ne smemo pozabiti, da v zadnjem desetletju ali še več se je torej v Beli krajini razvil turizem na neko določeno raven, ki sedaj zahteva tudi stalno prisotnost na Vinici. Tovrstna turistična nadgradnja ne bo v ničemer zmanjševala pomena muzejskih vsebin, ravno nasprotno, je prepričan Weiss. Še vedno so te dominantne, osrednje in mislim, da bo tako ostalo tudi v bodoče. Poleg pomembne muzealske in izobraževalne bo Župančičeva hiša odslej torej predstavljala tudi informativno točko. Predvsem današnji turist je navajen, da je v čim krajšem času na čim enostavnejši način pridobi čim več informacij. Tako da ta sinergija, to združevanje vseh teh področji je lahko zelo koristno, predvsem pa bolj prijazno do uporabnika. Hišo z zbirkami si lahko brezplačno ogledate 8. februarja, ko bo dan odprtih vrat, in tako izkažete čast največjemu belokranjskemu literarnemu ustvarjalcu. Prihodnji torek bodo zagotovo odprli vrata še v marsikateri drugi kulturni ustanovi. Poiščite svojo najljubšo in jo obiščite, prepustite se kulturi v vsej njeni raznolikosti, hkrati pa seveda ostanite zvesti programu naše televizije, kjer že jutri 15:19 v vaš dom prinašamo nove zgodbe iz naših krajev. Hvala za vašo pozornost in bodite lepo.